Spoštovane, spoštovani, prisrčen pozdrav iz mesta ob Savinji, iz Celja, stadiona z dežele, ki je še vedno nekoliko obsijan s soncem in na katerega tribunah se počasi zbirajo navijači, tako domači, celjski, kakor gostujoči, soboški, ki ste jih videli pred nekaj trenutki. Začela se je seveda nova sezona v slovenskem nogometnem prvenstvu v prvi ligi Telemach. Uvodni dvoboj je že za nami, pred nekaj minutami se je končal v Lendavi. Nafta, povratnica med elito, je pred svojimi navijači pričakovano, bom dejal, izgubila z lani drugo uvrščeno ekipo državnega prvenstva s Koprom. 2-0 je bilo za goste z Bonifike. Tule je Robert Čakš, tudi on je imel v minuli sezoni ogromno težav s poškodbami. Butič ima priložnost za Muro. Butič in 1-0 za Sobočane. Kakšen debi v prvi ligi Telemach za Šimona Butiča. Že v drugi minuti je 20-letni hrvaški krilni napadalec zadev za vodstvo Sobočanov. No in tudi zato, da bo tale tekma še bolj zanimiva. Krasna, bom rekel, da kar solo akcija, podajalec je bil tule, mislim, da Robert Čakš, ampak večino dela je tule Butič opravil sam. Krasen dribling, dva nogometaša Celja je vrgel iz igre, najprej Kutrisa in potem še Čalušiča, na to pa po diagonali čudovito zadev v desni zgornji kot nemočnega Lebana. Ampak vprašanje, če bo Mura res povedla, kajti nekaj je bilo očitno narobe pri tem zadetku. Se opravičujem, sam dejansko nisem opazil, kaj naj bi to bilo. Aha, tale gol ne bo obveljal. Poglejte, tule Lebanu seveda nekdo od Murašev absolutno zastira pogled in je v prepovedanem položaju. Ne verjamem sicer, da bi Leban ob tem strelu Butiča lahko storil karkoli, tudi če pred njim ne bi bilo Kasala, ampak pravila pa so jasna. Pred Lebanom je stal Kasalo in ja, mu je nekako zastiral pogled. Kouter na Čakša, Čakš se pripravlja za strel, sprožil je, blokiral je njegov udarec, zdaj Vuklišević, tole bo kot za Muro. Kriva Petrović, še vedno Kasalo, Kasalo sam odločil se za strel, to da žoga preveč po sredini vrat in ni bilo pretežkega dela za Lebana. Pesić je izpadel tule ob Koutru, Kouter, Kasalo strelja in gol! Zdaj pa tega zadetka Muri seveda ne bo mogel vzeti nihče več. Niko Kasalo, 1-0 za Sobočane in lahko rečemo kar zasluženo vodstvo Mure. Serija napak Celjanov v temle napadu Mure od 21. minute. Sobočani torej zdaj vodijo na stadionu z dežele. Tule je Leban, ki je bil ponovno brez moči. Takole, poglejte, je šel v prazno Kvesić, čeprav je kazalo, da bo prišel do žoge, potem pa je Kouter podal do Kasala. Ta je imel enostavno preveč prostora in praktično z roba kazenskega prostora je imel dovolj časa, da je dvignil glavo, pogledal, nameril in tudi dobro odmeril ta udarec. Tik ob desni vratnici je Žana Luka Lebana, je Garničnika. Prek Ivanška in Kutrisa zaenkrat nič. Je pa tole zdaj priložnost. Avduli je žogo preslabo sprejel, bil pa je tudi v ofsajdu. Še vedno Zalaznik, Butič. Še vedno Butič strelja, blizu je bilo tudi tole. Tik mimo desne vratnice je zletela žoga. Toleta Korošec. Spet mimo Kutrisa, kot da ga ni. Kasalo poskuša, Ivanšek je razčistil, Seštar potem podaljšal do Avdulija in tule je proti napad Celjanov. Na drugi strani povsem sam Tuša. Avduli je zdaj opazil Tušo, Tuša ima priložnost za svoj prvenec, to da zelo slab strel. Ob Čakšu,
Zabukovnik pa Vuklišević. Ponovno Zabukovnik z napako, Kasalo je ukradel žogo. Kasalo gre proti vratom, Kasalo strelja mimo gola. Da Kasalo, da Ivanšek se je umešal, potem Kasalo s prekrškom. Tuša v prodoru, Tuša še vedno, Kučis pred vrati, Kučis. Podaja pred gol, Auduli. Mislim, da s prekrškom v napadu. Prišel je do strela, zgrešil sicer za las, ampak že predtem. Čakš do žoge, Čakš. Pa na drugi strani Petrović. Petrović strelja, tudi tole je bilo zelo blizu. Spet ora zdaj. Tuša, slaba podaja. Še enkrat se je žoga odbila od Trdina do Tuše. Sešljano daleč in gol! Krasen strel, ni izgledalo posebej nevarno. Iz kolena, bomo rekli, Svit, ne Simon, Simon je seveda njegov oče, Svit Sešljar na začetku 49. minute 1-1. Tako rekoč iz ničesar, res se tule ni zdelo, videli smo Svitovega očeta Simona, se res ni zdelo posebej nevarno vse skupaj, takole potem Tuša do Sešljarja, Sešljar pa brez zaleta, strel iz kolena, ima to sijajno levico seveda. Težko rečem, da je bil tole neobranljiv strel. Kouter na desni do žoge. Nino Kouter! Dober poskus Koutra, to da dobro je bil postavljen tudi Leban. Kasalo. Kouter. Kouter krasno zdaj proti Kasalu, Aščič v sredini, priložnost in gol. Ponovno vodi Mura, ni veliko časa potreboval mladi Hrvat Marko Aščič za svoj prvenec v prvi ligi Telemach. Omenjal sem ga, zelo blizu je bil tudi njegov leto dni starejši hrvaški kolega Butić. Aščič pa je takoj pokazal, da gre za izvrstnega strelca in od 61. minute Mura ponovno vodi. Izjemno učinkovit protinapad Murašev. Kasalo je zadetku zdaj dodal še asistenco, Aščič pa je takole neobranljivo zadev, kakorkoli bomo vdaj pod prečko enkrat analizirali celotno zadevo. Sešljar v mrežo, njegov drugi gol, Fermiška je poslal v svojo desno žogo v levi kot Murinih vrat, zelo zanesljivo z bele točke, Svit Sešljar in v 76. minuti je izid še drugič na tekmi izenačen. Oba gola za Celjane je dosegel Svit Sešljar. 2-2, torej na stadionu z Dežele. Spet kratka kombinacija z Vancašem, znova Rudi, predložek Vancaša, Proleta odbija. Dukuli, pa Kotnik, preigrava Kotnik, še vedno Kotnik, Kotnik pred vrata, priložnost za Celjane, Kučis. Kučis, to da gol ne bo veljal, oglasil se je Šmajc, očitno je šlo tule za prekršek v napadu. Celjani se sicer veselijo zadetka. Šel je Šmajc tja, kjer je padel eden od Murašev. Ampak ali se je oglasil ali ne, kaže, da ne. Zaenkrat se zdi, da gol velja. Tole bo očitno še ena zadeva, ki bo zagotovo zmotila Sobočane. Armandas Kučis. 88. minuta, ali so Celjani vendarle v finišu tele tekme prišli do popolnega preobrata. Poglejmo, če je bilo vse čisto. Takole je preigraval Kotnik. Ofsajda prav gotovo ni bilo, ampak ali je šlo morda za prekršek v Dukuli,
Đukuli! Krasen strel je bil tole, ampak žoga za las mimo desne vratnice. Mitja Merec, pred tekmo ste napovedali, da se danes preprosto ne boste mogli izogniti trpljenju, ampak nekako v tem pogledu obračun ni šel v skladu s pričakovanjem. Mura je izgledala res dobro. Prepričan sem, da bi pred tekmo vzeli 1 točko, ampak najbrž ima ta remi celo nekaj grenkega priokusa glede na potek vsega skupaj. Ja, glede na potek vsega skupaj sigurno. Ja, mi smo vedeli, da je Celje dominantno. Hoteli smo biti agresivni, intenzivni, hrabri. Ja, fantje so oddelali odlično. Kot ste sami rekli, nismo dosti trpeli. Bili smo, to, kar smo povedali pred tekmo, kot smo vzeli žogo, bili smo mirni, imeli smo svoje momente. Tako da ja, jaz sem vesel za fante, jaz sem vesel za to prečudito publiko, ki je danes spet prišla iz Murske Sobote in ja, kapa dol fantom, čestitke in moramo tako nadaljevati. Butić je zatresel mrežo, gol Aščiča ob krstnem nastopu je na koncu obveljal. Zdi se, da bi to sodelovanje z Rijeko lahko obrodilo res zelo dobre sadove. Ja, sodelovanje je res na visokem nivoju, se pravi zdrava komunikacija. Videli ste, da smo dobili dobre fante z Rijeke, ki seveda so mladi, imajo potencial. Mi bomo jih poskušali razvijati, poskušali dati minute. Fanta sta prava in tudi to veseli, da sta danes oba zadela. Tako da ja, še enkrat čestite fantom. Ob tem, ko je Celje dobilo kazenski udarec, ste se zapletli v pogovor z Davidom Šmajcom. O čem je tekla beseda? Jaz sem se zatekel v pogovor, predvsem, da sem malo umiril strasti na klopi. Tako da ja, drugega, jaz ne rad komentiram teh VAR odločitev. Zdaj ja, roka, ja ne, mislim, da tle nikomu ni jasno točno, kdaj je roka, kdaj ni. Sodnik je tako odločil, te odločitve nismo mogli spremeniti, zato pravim, jaz tukaj ne bom to komentiral, niti se pol diskutiral z sodnikom, bolje šlo, da sem umiril moje igralce in pa moje sodelavce. Je pa Mura danes, torej, kot sem že omenil, odigrala res dobro tekmo. Zdi se, da bi v tej sezoni cilj lahko bil več kot pa samo obstanek med elito. Ja, to je seveda cilj. Z tem, bom rekel, ciljem se tudi jaz sam prišel, se vrnil nazaj v Mursko Soboto, da vse skupaj dvignemo na višji nivo. Začetek je dober, vemo pa, da je še ogromno tekem pred nami, ogromno dela, ampak seveda je spodbudno in vsi vemo, če dobro štartaš, je to nekako dobra popotnica za naprej. Po nekaterih vaših intervjujih smo nekako sklepali, da Luka Bobičanec še ne bo povsem od začetka sezone nared za igro, da ga lahko pričakujemo šele nekako konec avgusta. Danes je bil na klopi, nam lahko zaupate, kako blizu je dejansko vrnitve po težki poškodbi kolena? Ja, Bobi je imel v ponedeljek spet pregled, dobil je kljukico, tako da zdaj ga bomo še več počasi vključevali v trening. Jaz pa pri takih zadevah sem zelo previden, se pravi, ne smemo prehitevati. Bobi je za nas, tudi če je tako zraven, zelo pomemben. Vodja ekipe in jaz sem večkrat povedal, ko bo on zdrav, ko bo on lahko igral, je to največja okrepitev za Muro. Za konec samo še eno vprašanje. V nedeljo nas čaka veliki finale svetovnega prvenstva. Za koga boste držali pesti in komu pripisujete več možnosti za zmago? Ja, zelo težko vprašanje. Jaz mislim, da obe ekipi zasluženo v finalu, obe ekipi igrata super nogomet. Jaz vseeno upam, da so Španci, oziroma bi povedal, da so tle Španci manjši favorit, kajti neverjetno, kako igrajo v fazi defenzive, fazi ofenzive in mislim, da bo tu Argentina težko parirala. Se pa veselim finala, res odlična tekma in ja, naj zmaga boljši. Niko Kasalo, čestitke za zelo dobro predstavo in tudi za prvi gol v tej sezoni. Tudi s trenerjem sva se nekako pogovarjala, da bi v vašem taboru pred tekmo zagotovo podpisali remi. Ste na koncu, glede na potek obračuna, dejansko tudi zadovoljni s točko, dvakrat ste seveda vodili? Mislim, da moramo biti zadovoljni z točko. Seveda je Celje ena boljših ekip v ligi, če ne najboljša. Ampak mi smo se dobro pripravili, mi smo že pred tekmo vedeli, da jim ne bo lahko. Mi smo bili v pričakovanju, da piko najmanj da vzajemo. Vseeno pa je malo gre enak priokus na koncu, ko dvakrat vodiš te odločitve sodiške, ampak jebi ga, tak je nogomet, moramo iti dalje. Dobili smo piko in to je to.
Se pa zdi, da je Mura v precej boljši formi, kot je bila recimo večji del lanske sezone. Do kam lahko letos poseže? Pa mislim, da je res, da smo nekako dobili to disciplino, imamo red v ekipi, dobra smo ekipa, držimo skupaj in ja, moramo iti samo tekmo po tekmo in nabirati pike, to je to. Svit Sešljar, v drugem polčasu ste kot ekipa pokazali precej boljši obraz kot v prvem delu, ampak na koncu verjamem, da s točko vseeno ne morete biti povsem zadovoljni. Ja, zavedamo se, da to, kar smo danes pokazali, ni dovolj, če hočemo se spet boriti za prvaka. Tega se zavedamo. Sploh prvi polčas smo zamujali, nekako v obrambi nismo, predvsem defenzivno nismo našli kak pokriti te njihove iznose. Njihov v bistvu krilni igralec, vedno ko je prišel v ta medprostor, ko smo bili mi na eni strani, se je obračal sam. V drugem polčasu smo stopili malo bolj igralec na igralca in smo lažje odvzemali žoge in pol smo bili tudi avtomatsko više, ko smo jo vzeli, ampak preveč priložnosti dovolimo nasprotnikom, praktično vsakič, ko nam vzamejo žogo, so nevarni za naš gol in predvsem to moramo popraviti. Je pa dejstvo, da tudi ofenzivno smo bili danes katastrofalni, preveč enostavnih zgrešenih pasov. Je pa pomembno, da na koncu nismo izgubili tekme, tudi ta točka lahko da bo močno pripomogla v borbi za naslov v tej sezoni, tako da če ne moreš zmagati, je pomembno, da ne izgubiš. No, kar pa zadeva gole, ste pa že pri šestini Skopička, ki je bil v lanski sezoni potreben za najboljšega strelca. Je to nekako napoved, da se boste borili zanj? Dobro, jaz takoj podpišem, da zaključim s tema dvema goloma, pa da smo prvaki, ampak jasno, da je lepo zadevati. Tako sem rekel, treba bo pa ekipno igro dvignati na višji nivo, če hočemo karkoli dosegati to sezono. Zdaj vas čaka ena izmed najpomembnejših tekem v tej sezoni, obračun v Tirani. Kakšno sporočilo za navijače? Ja, imamo dosti časa, da se pripravimo na to tekmo, da se tudi spočijemo. Vemo, da je v bistvu bila to prva tekma, ko smo odigrali 90 minut. Na pripravah maksimalno, kar smo odigrali, je bilo 70. Zdaj treba se dobro regenerirati. Verjamem, da bo skozi tekme boljše, zato ker smo sposobni več. To, kar smo danes pokazali, nismo bili na našem nivoju, kot znamo biti, in verjamem, da bomo že v Tirani pokazali boljšo predstavo. Je pa Celje izgubilo kar nekaj nosilcev. Je vseeno lahko na tako visoki ravni kot torej lani? Pa lahko smo, predvsem se moramo kot ekipa malo bolj, kako bi rekel, zožati. Prevelike razdalje so med vsemi nami in tudi neke individualne napake pridejo bolj do izraza, kot bi, če bi bili bolj skupaj. Dejstvo je, da pogrešamo igralce, ki so šli, ampak v nogometu se vse menja, tudi kvalitetni igralci so prišli. To bojo pokazali v sezoni. Jih pogrešamo, ampak koga ni, brez njega se more. Kampelos, I think it's fair to say that in the first half you struggled a little bit against a very energetic Mura side. Then you show different face. You created many chances, but it wasn't enough for a complete turnaround. Your thoughts on the game? Yeah, I agree. In the first half, Mura was much more aggressive than us. The duels, the fights, they were much more strong. And the second balls, we must know that this is a very competitive league. I said before the game, I think this season will be more competitive, the league. But in the first half we play with too much souplesse. We are not so aggressive. We were not so fast in our actions, and I think that after the half time. We spoke in the locker room. I think that we changed some things about this question about the aggressiveness, that we must be more fast and more aggressive winning the ball. I think that we put more rhythm, but as I said to the players, with a good organization we can win the games. And we scored 1-1, and after that we must keep organized and keep playing our football.
like we did, but we suffered another second goal after one corner kick to us, and for the transition we suffered the second goal. After that, we have another reaction. We score the second goal, and we fight for change the result and to get the 3 points. But it was not enough what we did today, and we must note that if we want to be champion, we must give much more inside the game, because all the games will be a fight, all the games will be a war, and we must be inside the pitch much more strong. After final whistle, Armando Scucci's got a red card. That wasn't necessary, right? Yeah, it's true. The players must keep the concentration. We can't lose the head, because after the game finish, we took a red card. It's just not bad for him, but also for the team. But we must learn with the mistakes, and I'm sure that he will learn with this mistake. In recent days, many experts have said that Maribor are favorites to win the league. Your comments on that, your response? Yes, we must respect the opinion of the people. We know that we are the champions. Last season, Koper, as I said, Koper and Bravo did a very good season. After, we know that always Maribor and Olympia, they are always candidates. So, as I said, we will be a very competitive league. Ahead of you is one of the most important matches in the season in Albania. Which elements do you want to improve till then? Yeah, what I said, we need to be much more aggressive. We can't go inside the pitch thinking that only the shirts will win the games, because even if we have too much quality, we need to be at least on the same level of aggressiveness of our opponents. So is this thing that we need to improve. I promise you, last question. On Sunday there is a World Cup final. Who do you think that have a better chance to win? It's difficult to say. I think there is two great teams, and I think Slovenia are winning from now before start the game, because the referee will be from Slovenia. But I think is a result for triple result, so any team could win this game.